Živjo. En lep dober dan, eno lepo dobro jutro. Tole je bilo zdaj tako čustveno in tako lepo, da sem rekla, da podelim z vsemi vami, malo se mi še solzice vidijo. Počasi moji piščančki, bom to pa razložila, v mojem 4-mesečnem programu Pot do sreče in notranjega miru, naslov ni pomemben, ampak vseeno ga imamo, zaključujejo ta cikel, ta proces v svojem življenju. Danes gremo v zaprti Facebook skupini, v zadnji 14. modul in ti občutki, ko delaš z ljudmi, s 5 ljudmi, vsake 4 mesece, samo s 5 in njim namenjaš ves svoj fokus, vso svojo pozornost, vso svojo energijo, vse svoje modrosti, vso svoje znanje, vso svoje vedenje, tudi vse svoje izkušnje so neprecenljivi in trenutno delam refleksijo na njihove odgovore iz programa, ker v vsakem modulu ljudje, ki se udeležijo mojega programa, odgovarjajo na določena vprašanja in potem dobijo podrobno refleksijo, podrobno razlago, podrobno globoko refleksijo na svoje odgovore. In lepo počasi iz tedna v teden preko njihovih odgovorov odstranjujemo iluzijo, odstranjujemo to, kar ni resnično, odstranjujemo vse, kar so mislili, da so, a zdaj vejo, da niso, in gremo počasi, res počasi skozi ta proces v absolutno resnico. In ena od udeleženk programa mi je zdaj ta trenutek, ko sem ji pošiljala refleksije na njene odgovore, zapisala, da ful hvala, da koliko mi je hvaležna za ves moj čas, usmeritve in tudi za brce v rit, ki jih ni malo tekom programa. Takrat vem, da vam nisem všeč, takrat vem, da bi me najraje zmleli, takrat vem, da bijete svoj notranji boj. Istočasno pa sem v zavedanju, da je to najvišja možna oblika ljubezni, ki vam jo lahko tekom programa dam. In potem se je izlilo iz mene, glede na njeno hvaležnost, da pridete v moj program k mami Kokli, ki vas da pod svoje perutničke, svoje piščančke in vas usmerja, vam kaže, vam reflektira. Je kdaj tudi huda pod svoje perutničke in vas ima tam 4 mesece in vas počasi pušča ven, v svobodo, v življenje, v to, kaj je resnično. In potem vsi ti piščančki postanete enako mame Koklje in v moj program, pod moje perutničke, pride novih 5 ljudi in počasi gremo skupaj čez ta proces, bomo rekli, odraščanja v resnico tega, kar ste. In počasi zdaj te moji piščančki so se spremenili v Koklje, v mame Koklje, ki bojo tudi ostalim piščančkom kazali pot, jih usmerjali, stopili v vsem svojem sidru na svojo pot. Ogromno smo naredili, ogromno prebudili, se začeli zavedati sami sebe, kdo smo v resnici. In zadnje čase res od ljudi, ki so, ne vem, pol leta nazaj končali moj program, 1 leto nazaj,
končali programa, ker tu le sejemo semenčica, ki pa rabijo nek določen, v narekovajih, čas, da vzklijejo, da zrastejo in da mi začnemo obirati te sadeže. In mi pišete, joj Nataša, koliko sem v miru, kakva sem včasih bila, zaželela sem si računalnik in ne vem, naslednji dan direktor reče, da mi bojo kupili računalnik, zato pa toliko denarja. Druga oseba, ko je pisala novo zgodbo o tem, kako želi delati delavnice za otroke, iz neba pade 18.000 evrov, ko se je prijavila na en razpis. Spet tretja piše, kako vodi svoje delavnice, kako je na svoji poti, kako mi je hvaležna. In to so, dragi moji, res lepi trenutki, res lepi, ko pomagaš ljudem spreminjati sebe v to, kar želijo biti. In je res lepo in je toliko čustveno, sploh pol, ko kao zaključujemo, Ana, ko vem, da zdaj pridejo novi piščančki, še celi zmedeni. In pol, ko vidiš to v zadnjem 14. modulu, v 13. že ta razcvet, to kak iluzije padajo, kak je vse padlo, kar ni resnično. In kak so ljudje zdaj kar naenkrat zdravi, kak jih nič več ne boli, kak kar naenkrat začne denar pritekati v njihovo življenje, kak se odnosi poboljšajo, kak znajo postaviti mejo sebi, vejo, da več ni nikogar izven njih, kak so v ljubezni, kak živijo v hvaležnosti, kak opazijo obilje. In wow! In včasih me res ko že res imam poln kufer vsega, da si kdaj rečem, jaz bom šla kar na šiht, jaz ne bom več tega delala, Ana. Ko ljudje ne poslušajo, ko ne sledijo navodilom in tako naprej. Ko se upirajo, ampak jaz vem, da niso to oni v resnici. In takrat jih podprem, včasih na tak način, da so še bolj hudi pol na mene. In gremo čez to in vidimo, kakve iluzije so se spet dogajale in programi vklopili. In ja, lepo je. In ta del, ko moje, zdaj ne več piščančke, kokice, zapuščajo moje perutničke, ko so že svobodne, ko so se že v narekovajih oddaljile od mene, ta del ni prijeten meni, ker le postanemo prijatelji, spoznamo se, veliko smo skupaj, ker imajo tekom programa tudi 7 terapij z mano 1 na 1, da dobijo izkušnjo te absolutne resnice, miru, sočutja, razumevanja, svobode, ljubezni, tišine, enosti. In ta del mi ni najljubši, ampak vem, da ostajamo povezani v srčkih in vem, da boste zdaj prišli spet tisti, ta pravi k meni, ki me boste začutili, ki me boste karkoli, ki boste pač vedeli, da sem jaz tista na vaši poti, ki vas lahko trenutno podprem. Tako da, res je lepo in hvala vsem iz srca, ki me izbirate za svojo usmeritev. Ne bom rekla podporo, pa ne bom rekla pomoč, ker tega v resnici ne rabite. Pač, da sledite temu svojemu notranjemu vedenju, kar čutite. In res vam hvala iz vsega srca. Ok, zdaj, kar sem povedala, ne vem, kaj sem povedala. Sem izlila svojo srce tukaj in z veseljem pričakujem nove piščančke. Pa, pa.